sam malo pobožen gas, kar naenkrat sem se vrtel kot baletka. Čau, preden se zarola tale vlog z BMW M8, s katerim sem napadel Pohorje, bi rad razložil eno stvar. In sicer gre za verjetno edinega oziroma enega redkih M8 kupé v Sloveniji sploh. In zdi se mi prav povedati, kdo mi je ta avto ponudil, ker če mi ga ne bi, potem ti ne bi mogel tega vloga gledati. Bajata, ki jo vidiš za mano, gre pravzaprav za en praktično popolnoma nov avtomobilski salon, ki je lociran tukaj pred Dragomerju, to je na stari cesti med Brezovico in Vrhnico. A veš, fora je, da so osredotočeni predvsem na prodajo rabljenih vozil, verjetno ti ne bo težko uganiti, na katero znamko so še posebej specializirani. Tukaj v salonu za mano najdeš predvsem rabljene BMW, ni pa to edina znamka, ki se jo da pri njih dobiti. Ok, to je to. Mimogrede, avto je velik salon, no. A se je dal preživeti. Zdaj pa končno M8 napade Pohorje. AC Arvi, thanks. Jo, že nekaj časa nismo izvedli enega tacga orang napada na Pohorje. Kaj pa, če bi danes to naredili in to z BMW M8? Ampak najprej, ne? Mislim, dobro, ti veš, kaj je najprej, ne? Ali pura pa ta? Ok, zdaj pa tako, dajmo se mi najprej malo greti, najdemo kakšen novink, pa se posvetim pa komplet avtomobilu, od podvozja do pogona, do motorja, do telih majhnih rdečih zadev na volanu. A veš, kakšne hecne razlike so včasih pri avtomobilih, ne? Ker se prvič usedeš v nek nov avto in ga želiš preizkusiti, se zdi, da moraš vseeno odpeljati kakšen kilometer, 2, 3, 15, 20, da se zares dobro začneš zavedati, kje so meje, predvsem pa na kakšen način je podvozje nastavljen in kaj omogoča. No, pri enih avtomobilih in M8 spada v kategorijo teh avtomobilov je pa tako, da kar dost hiter veš. In s tem, ker rečem dost hiter, imamo v mislih, pismo, mogoče 1 kilometer. A pa dajmo reči 2, maksimalno 3 razmeroma hitro odpeljane ovinke. Poglej, kljuka pri nizki hitrosti 35-40 na uro, ampak takoj zaslutiš, česa je avto sposoben kljub temu, da je pravzaprav zelo težek. Ampak pridem do tega pol, gremo si en plec najdeti, da ga malo zoni pokažem. Drugač pa stari brez veze. Pa tudi stabilnost pri zaviranju, pa tista prvi feeling, ko volan obrneš in avto nasloniš na ovink, ko pravzaprav še čakaš, kako se bo odzval. V prvem šusu ti je jasno, da je avto, ne glede na to, kakšno konjenico skriva pod habo, zelo, zelo poslušen. Ker te kljuke, 180-stopinjski ovinki so pravzaprav, koliko priješ na gorsko cesto, še najbolj nadležni, najmanj pregledni, najpočasnejši. Ampak, ki je pa treba pospešati iz kljuke ven, stari, tam ti pa oprijem, pa 4-kolesen pogon prideta zelo prav. In tega ima ta avto, stari, v izobilju. Zavijemo na areh. To, kar mi v tem trenutku ponuja M8, je pravzaprav en čisti užitek, pa čist nič drugega. Pa škaj cajt bi bil, ker to s pa 40 Pro še nisem naredil, da ga prepnem na ritko. Da gremo par 100 metrov, ker v resnici nikoli ni par 100 metrov, prav počas pa tudi ne. Ok, daj ne dol padati, če pa že boš pa ne na ksihta, prav. Ok, gremo. Aha, malo moramo, mimogrede. Hashtag girldad. Hotel sem reči, da moramo malo počakati, da se model nadiha. Si v redu? 5 minut kasneje model še zmer sopiha, kaže, da me bo ravno kar požrla megla, tako da dajmo vse kar začeti. Kar gledaš je valjda BMW M8. Pravzaprav M8 sam po sebi ni več neka huda noviteta, ker je kdaj prišel ven? Kakšen let nazaj, mogoče že malo več. Je pa res, da tale M8 za mojim hrbtom ni samo M8, ampak je tist s paketom Competition. To pomeni, da je še malo bolj hud. Aha, model se je umeril. Ok, glih ta prav cajt. Poglej, zdaj če vržeš uč na rob
ledvičk, boš opazil nekaj, čemur BMW prav črn krom. Gre za krom, samo da je tak res bistveno bolj temen kot običajen, pa moram reči, da mu paše. Predvsem pa kupenih značk Competition najdeš zunaj na avtomobilu, znotraj na avtomobilu, pa še feltne. Tudi te so narejene oziroma ustvarjene posebej z mislijo na paket Competition. In če mene vprašaš, so tako hude, da brez veze. Pa pardon, da ne pozabim, opcijski karbonski paket. A veš, kaj vse vključuje? Gremo najprej na sprednji del avtomobila. Vidiš tole? Carbon fiber. Pa da ne bom zmeri težil, kot ponavadi, tudi tole iz ogljikovih vlaken. Pa dajmo se sprehoditi še na zadnji del avtomobila. Mimogrede, preden gremo naprej. Če tole ni guza vseh guz, ali pa vsaj ena od kandidatk za guzo 2020, pa tudi ne vem. Daj pogledno. Sem malo umaknil. A smo za? A se strinjamo? Ok, nadaljujemo s karbonskimi dodatki. Poglej, en ne toliko pritajen oziroma skrit spoiler. Glede na samo silhueta pa na ostali dizajn avtomobila se mi zdi mogoče malo nepotreben. Pol imamo pa kup enega carbon fiber še tukaj. Nisem dobro pokazal, vidiš? Pa tukaj še malo tizga. Jeben ti vroče. Ta temenga kroma. Pa en del sem pozabil pokazati. Poglej, gre sicer za popolnoma fake zračnike, tukaj ambel luft skos ne pride, ampak moram reči, da zgleda pa dobro. Vidiš, napis M8, pa če sem že prej govoril o paketu, pa še eno stvar sem pozabil. Špegli. Carbon! Že sam sebi grem na jedra. Ogljikova vlakna. A sem še kaj pozabil? Mislim, da ne. Čeprav v tem trenutku se je po moje par BMW fanov začel dreti. Streha, stari streha! Ja, res je, le zdaj to. Tudi streha je carbon. Pardon, ogljikova vlakna. Ok, zdaj pa kaj ćemo najprej? A gremo najprej na kabino ali na motor? Dajmo najprej motorno. A prav, že kar malo komi čakam. Až to ima BMW uno foro, ko moraš ne enkrat, ampak dvakrat. Meni čisto jasno, ampak ajde. Evo, stroj jebe. Se ni prvič ta motor v komotar minuti, ne? Vsi zelo dobro vemo, da gre za 4,4 litrski V8 biturbo stroj z ogromnenih konjev. Meni je pravzaprav zelo hudo, ker ti ne znam dobro ali pa primerno pokazati, koliko je pravzaprav ta zadeva velika. A veš, to je tisti motor, ki ga BMW porine v praktično vse svoje večje eme. A ja, pa rekel sem biturbo, BMW rajš uporablja izraz Twin Power Turbo. Glede teh turbinskih polnilnikov je tako, da pač velja ena taka dosti posebna namestitev, ker sta nameščena znotraj valjev za boljšo odzivnost, pa da je masa nižja, pa pravzaprav je celoten motor oziroma pogonski sklop zaradi tega bolj kompaktno. Neki robota, slišiš? Se naš ti zbudil takole, kar naenkrat. In tisti malo pozorni ste verjetno že ugotovili, da je razmeroma, glede na sodobne standarde še kar lepo zapakiran, pa tudi tukaj sem pa najdeš kakšne dele, ki so sestavljeni iz ogljikovih vlaken. Valjda bolj za okras, ne zaradi drugega. In pri navadnem M8 ta motor razvije okroglih 600 konjev. Tak je pa Competition, pa neke razlike more biti, jih je pa 625. Od 0 do 100 koliko praviš? Zdaj ste verjetno rekli, tam je 3,5, 4, mogoče malo čez 4, ne. 3,2. Tako fejs cune, da imaš feeling, da je že kar malo nasilen. Da te hoče malo zlorabiti. Se sem posnel, sem šel v center kartinga motošporta tam pri Ptuju, to je 15 minut od moje bajte, pa sem to katapultiranje posnel. Izvoli. Ok, zdaj bo pa meni res počas malo svetlobe začel faliti, gremo v kabino, pa pol prijemo nazaj ven. Zalaufam, zato da lahko volan poravnam, če ne sem nervozen, če ni raven takrat, ko kažem kabino. Evo, to je to. Poglej, tudi v kabini boš najdel kupenih vzorcev pa elementov, ki so tako ali pa drugače privlačni. Eden je recimo že vzorc na vratih, ki se potem do neke mere zrcali tudi na tele školjkaste sedeže, ki mimogrede primajo res dobro. Pa tistle M8, ki ga vidiš v vzglavniku, se po noč zasvet, cool zgleda. Tukaj na sredinskem grebenu ogromen enih dodatnih ogljikovih vlaken. Drugače pa, to je treba priznati, M8 se od navadne osmice tukaj znotri ne razlikuje kaj dost. Nam rekel, da mu to glih zameram, ne. Sam pismo, no, malo carbon fibra, tlele po ni to dost, jaz bi še kaj več. Recimo, sem smotan. Nikoli ni dost. Pa pogledaj, takole recimo zgledajo merilniki, ti vidiš, že tamle utripajo ene vijolične lučke, jaz s svojim učom recimo tega ne vidim. Pol pa zamenjamo vozne programe, pa gremo recimo v M način, pa se hitro vse skupaj spremeni, vidiš, in na levi in na desni strani imaš enako zadevo, in sicer merilc motornih vrtljajev. Ok, pol je pa kraljestvo nastavitev, s katerimi se lahko igraš, če imaš ta avto. Gremo pogledat. Čak, tole so Experience Modes, to nas verjetno v tem trenutku ne zanima, kaj se zgodi, če
Čakaj, ne ti zdaj meni muske. Ok, zdaj pa nadaljne nastavitve, ki štejejo predvsem za tiste, ki imajo radi vožnjo. Gremo v meni M. Vidiš, tukaj lahko nastaviš oziroma konfiguriraš M1 pa M2, poigraš se lahko z nastavitvami head-upa, pa tudi kombiniranega zaslona, kar pomeni, da lahko prilagajaš, kaj se tukaj prikazuje. Zdaj pa, kaj to pomeni M1 pa M2? Zdaj pa pridemo do teh dveh rdečih pizdekov tukaj na vrhu lana, ne? M1 pa M2. To je pravzaprav bližnjico do hitrih nastavitev vsega, kar si pač želiš prilagoditi pri avtomobilu. Lej, ti bom pokazal, stisneš M1, zdaj pa kar naenkrat vidiš, da se da nastavljati ama vse. Motor imaš, lej, različne nastavitve. Efficient, Sport, Sport Plus. Gremo nazaj. Menjalnik, različne hitrosti, pa podvozje, Sport, Sport Plus, Comfort. Podobno pri krmiljenju, pazi, zdaj pridemo pa do žlajf. Sport ali pa Comfort. In zakaj jaz to toliko poudarjam? Je zato, ker jaz tega povsem še nisem na nobenemu M-u srečal. Da lahko prilagajaš odzivnost zavor. In zakaj to toliko poudarjam? Ker se mi zdi prilagajanje občutljivosti zavornega pedala ključno, ko peleš. Ker, a veš, ko ti peleš športno, ti vsakeč, ko pohodiš žlajfa, to tudi resno misliš. Ne neki za brez veze po mal žlajfu. Takrat moraš orang zabremzati, ker pri športni vožnji bremzanja na pol praktično ni. No, pa imamo pa tukaj še druge nastavitve, recimo informacije o vožnji. Tukaj imaš podatke o vožnji, lahko malo gledaš, kaj se je dogajalo, povprečna poraba recimo pri meni 15:1, kar je zelo sprejemljivo, pa res, da tudi nisem ful veliko časa hitro vozil. Športni prikazovalniki, tukaj pa, lej, ko voziš, pa če imaš še taka jajca, da gledaš na sredinski zaslon, lahko spremljaš geobremenitve, pa koliko navora je v določenem trenutku sproščeno na vsa 4 kolesa, pa koliko kilovatov in tako naprej. Drugače pa, ko pride do nastavitev, BMW ponuja tukaj tudi par bližnjic, poglej, recimo stisneš setup. Tukaj recimo imamo 4-kolesen pogon, ne, ta avto ga ima. Mogoče bi moral to že prej omeniti, ne. Tale M8, če bi ga slekel, pa pogledal samo komponente, ki ga ženejo, pomikajo naprej, mu pomagajo zavirati in pospeševati in spravljati navor na vsa kolesa, je tukaj spravi, je pravzaprav skrit M5. V celoti. M diferencial, M podvozje, motor, komplet. Evo pa, da ti kabino, kokpit pokažem še z drugega kota, predvsem bi ti rad še enkrat pokazal sedeže, ker se mi zdi ta res spektakularna. Odlična sta, ne samo takole na videz, ampak tudi v praksi. Zdaj se pa mi še malo pogovorimo o tem, kako se M8 pele. Konec koncev je to pa vsem teglaven, če kupiš M8, ne? In tukaj pa moram priznati, da je pa M8 tak malje prevarant, no. A veš zakaj? Stari lej, ta avto tehta več kot 2 tone. Pravzaprav je na en način tak ultra težek avtomobilski bombnik. Ampak, a veš, če vse skupaj prenesemo malo na boksarje, kje se začne tista super težka kategorija? Tam pri 90-91 kilah, ne? Tale avto, mogoče ajde ni glih super težka, ne? Ampak težka to pa zagotovo, zato ker preprosto, ne, kljub lightweight feltnam, ne, pa kljub vsem carbon fiber lightweight gotov ni. Ampak on bi te pa na vsak način rad naokrog prinesel, da je nam rekel welterweight, ne, tam 69 kg. Ampak srednje kategornik to pa že. In še kaj najbolj hecen od vsega, da te zna celo prepričati. Jaz sem peljal že zelo veliko težkih avtomobilov okrog ovinka in ne naletim doskrat na podobno maso, ki bi znala tukaj okrog prideti toliko hitro. To je treba priznati. In tukaj govorim o tem, kako komunicira celoten avto s podvozjem, z motorjem, z menjalnikom, s krmiljenjem. Vse te komponente so tako čudovito uglašene, da mi težko kategornik govori, da je srednja kategorija, jaz mu pa slepo verjamem. Zato, ker mi je to dokazal. In a veš, da me pa zares prepričal, za Instagram sem šel tja v center kartinga motošporta pri Ptuju, ker sem ga prej že omenil, narediti par fot. Pa sem odpeljal en sam krog, nič več. In tista proga, mislim, to je karting pista. Tam se redko kater avto, ki tehta več, kot dajmo reči tono 300, tam dobro počuti. No in meni gre težko z jezika, ampak M8, ki je tako velik pa širok, se je tam dejansko dobro počutil. In jaz ne dvomim, da bi se prav dobro počutil tudi potem, ker sem spoznal zdaj na teh ovinkih na poti na Areh, da bi se M8 dobro počutil tudi na dirkališču. Zelo cenim tudi možnost izklopa 4-kolesnega pogona, sicer moraš par stvari prej narediti, da se to zgodi, moraš izklopati stabilizacijsko elektronko, pa pol izbereš zelo previdno iz 4WD na rear wheel drive. In ko to narediš, je fejst dobro, da veš, kaj počneš. Lej, ti bom zdaj pokazal en klip. Zgodaj zjutraj, karting pista, mokro po tleh, tam na koncu ciljne ravnine, en 180 stopinjski ovink, pa sem rekel, ajde, lej, dej za for, preklopim zadnji pogon, pa sam malo pobožam gas, ker naenkrat sem se vrtel kot baletka. Vršt ves navor na zadnjo os,
v šusu, pa se stvari začnejo hitro dogajati. Ne? In to, da se navor prenaša tudi na sprednjo os, je pravzaprav dobrodošlo. A veš zakaj? Ker jaz štirikolesen pogon pri tako zmogljivem avtomobilu, pa tako težkem avtomobilu, smatram kot ene vrste varnostno pomagalo. Zato, ker zadnji pogon oziroma zadnja os ti da puš, sprednja os ti pa pomaga vse skupaj kontrolirati. Zato jaz rečem super, odlično, ne štirikolesen pogon bo, ampak samo pod pogojem, če date to šanso, ker ste jo itak dali pri M5, pri temu se bo dal to izklopiti. No, zdaj pa en element tega avtomobila, za katerega pa moram priznati, da sem bil pa vsem malo razočaran. M8, to je The M, če gledaš celotno BMW M paleto. Se to je najhitrejši, najbolj zmogljiv M ever. Ja, stari, no. A ne bi bilo pa še bolj fajn, če bi se znal iz telih izpušnih cevi še malo bolj orang zadret, ker se mi zdi, da on to zna, pa mu vi niste dovolili. Kljub temu, da je tam ena tipka, da lahko pritisneš, pa je malo glasnejši, sem, ne vem, no, come on. Malo glasnejši, par decibelčkov, da bi še malo ba delal. BMW, jaz vem, da vi to veste, ne, sem, ne vem, verjetno niste smeli ali pa vam kakšna regulativa to preprečuje. Ok, zdaj pa preden mimogrede, kako hudo zgleda z tega kota, ne. Vabim te, da malo razmisliš in da ne glede na to, kje tale video gledaš, a je to YouTube ali je to Facebook, vabim te, da podaš mnenje. Napiš v komentar, kaj si pa misliš o tem avtu ti. Mimogrede, tale nalepka, ne. Ta je pa res hudo nepotrebna. Jaz bi jo takoj skinil, če bi bil ta avto moj. Dej se razgovorno, ker me zanima, kaj si misliš. Ok, drugače pa med današnjim napadom na Pohorje me je M8 prepričal, da se zna boriti z vso samozavestjo Mike Tysona, ki je bil v primu. Stari, kaj pa ta fora? Glej to, bratec, ampak večje nasprotje tega avtomobila tale pravzaprav sploh ne zna biti. Glej to. Ta najmanjši pa ta električen. Evo, in med tem, ko Anja in Adam zbirata spomine, mogoče boste za adijo naredila še kakšno fotko od M8, ki bi jaz rad naredil zaključek. Med potjo na Pohorje me je ta avto prepričal, da ne samo da orang sune, da se dobro pele, da je ful lepo odziven, pa da je pravzaprav generalno kar malo neudoben, ker je zelo čvrsto nastavljen, ne glede na to, ko ti fedre naštimaš. Pravzaprav je to, da je malo tih, pa malo glasen, edina zamera, ki jo sploh imam. Vse ostalo je stari tip top. Zdaj se ti lahko pokažem, kako se štirikolesen pogon izklop. A vidiš tukaj le tipko off. Če bom zdaj ta gumb držal dolg časa in bom izklopil vso stabilizacijsko elektronko, se bo takoj prikazal meni, v katerem mi avto ponudi konfiguriranje MX Drive. Zdaj imam 4 pogon. In zdaj pa lahko zberem, ne, ali bom imel 4-wheel drive kot do zdaj. Čaj, sem pa po nesreči sem dal na glas, pardon. A veš, kaj ima tole upravljanje z gestom, vidiš? Čakaj, bom jaz tole, no dej, ugasnem se. Zdaj pa lahko zberem, ne, ali bom zbral 4WD, kar sem že do zdaj, ali bom dal v 4WD Sport, ali bom zbral pa izključno zadnji pogon. Evo, od tukaj naprej pa boljš, da znaš dobro pelati. Ker zdaj ti pa nihče več ne pomaga. Zdaj sta pa samo še ti, pa stroj, pa nihče drug.